Optimalno prehrano v času nosečnosti in po porodu predstavlja uravnotežena prehrana, ki je tudi varna, predvsem varovalna in pestra. In mora vključevati v bistvu vsa živila iz vseh prehranskih skupin, ki jih potrebuje mamica po porodu in v času nosečnosti. Hranila delimo na makrohranila, to so beljakovine, maščobe, ogljikovi hidrati, to so živila, ki dajejo veliko energije. Potem pa delimo še na mikrohranila, to so vitamini, minerali, ki pa imajo ključno vlogo pri ustreznem razvoju dojenčka. Prehrana mora biti energijsko ustrezna, to pomeni, da nosečnica poveča količino prehrane, predvsem uravnotežena prehrana mora biti z hranljivimi snovmi. Prvo trimesečje, ko je zarodek še majhen, še ni potrebe po povečani energiji, se pravi, se ženska, ki je noseča, prehranjuje popolnoma enako kot ženska, ki ni noseča. To je približno 2000 kilokalorij, kar zajema več kot 50% ogljikovih hidratov, potem od 15 do 20 je beljakovin, potem maščobe pa od 20 do 30%. Potem nosečnica od 4. do 6. meseca pa že mora povečati energijo, to pomeni dodatnih 255 kilokalorij. Potem v zadnjem trimesečju pa mora še malenkost povečati, zaradi tega, ker je takrat rast ploda največja. Ne samo, da je prehrana energijsko ustrezna med nosečnostjo, mora biti tudi beljakovinsko ustrezna. To pomeni, da se poveča vnos beljakovin. Do 4. meseca zavzamejo beljakovine približno enako kot ženska, ki ni noseča, se pravi, približno se to zračuna 0,8 gramov na kilogram telesne teže na dan, potem približno je to 48 gramov na dan, potem se pa po 4. mesecu to poveča. Poveča se pa približno za 10 gramov. Pri beljakovinah je pomembna kakovost in količina, predvsem zato morajo biti beljakovine, ki so živalskega izvora, predvsem zaradi tega, ker imajo visoko biološko vrednost. Približno 3 obroki morajo zajeti beljakovine živalskega izvora, ostalo so lahko živila iz rastlinskih beljakovin. Beljakovine živalskega izvora so meso, skuta, mleko, mlečni izdelki, potem ribe. Na dan je potrebno vključiti predvsem 50% beljakovin živalskega izvora. Zelo koristno je pa tudi vključevati stročnice, ki imajo tudi nekaj beljakovin, vendar je njihova biološka razpoložljivost dosti manjša kot od beljakovin iz živalskega izvora. Stročnice so predvsem mleča, potem bob, potem grah, potem čičerika. Optimalna porazdelitev energije preko dneva predstavlja zajtrk, ki je približno 18 do 22%, potem imamo dopoldansko majico, ki predstavlja 15 do 20%, potem je kosilo, ki predstavlja od 35 do 40%, potem imamo spet eno popoldansko malico, ki predstavlja 15 do 20% in na koncu je večerja, ki pa predstavlja približno od 15 do 20%, lahko je pa tudi še povečerek, tiste predvsem, ki imajo gestacijski diabetes, ki pa predstavlja povečerje 5 do 10%. Takole nekako bi izgledal zdrav krožnik. Polovica krožnika predstavlja zelenjava, čim bolj pestra, čim bolj mešana zelenjava, ki je približno 300 do 600 gramov. Potem 1/4 predstavljajo ogljikovi hidrati, ki morajo biti predvsem kakovostni, se pravi dobro hranljivi. To so recimo ajdova kaša, potem pirina kaša, potem imamo polnozrnate testenine lahko, potem je ječmen, potem je ješprenj. Približno tega mora biti 60 gramov. Če se tukaj predstavljamo, imamo tako nekako zgleda 60 gramov, to je za eno pest prostora. Potem imamo tudi ajdovo kašo, nekako takole zgleda. Potem imamo rjavi riž, se pravi tudi za eno pest, to predstavlja nekje 60 gramov. 1/4 pa predstavlja beljakovine, ki mora biti spet visoka biološka vrednost. To so recimo živila živalskega izvora, kot je tako na sliki tle meso, ki mora biti čim bolj pusto. Potem pa manjkajo tudi še maščobe v tem krožniku, jih je pa približno 20 gramov do 30 gramov. To morajo biti maščobe tudi visoke kakovosti, se pravi omega-3 maščobe, kot so repično olje, laneno olje, olivno olje. Potem imamo lahko tudi koruzno sončnično olje, to so omega-6 maščobe. Potem se probamo pa izogibati maščobam, ki so nasičene, to so kakšna kokosova mast, potem kokosova moka ali pa kakšne margarine, kaj podobnega. Potem imamo tudi dostikrat skrite maščobe, ki ponavadi sploh ne vemo in jih dodajamo k živilom, to so recimo kakšne hrenovke, potem kakšne jetrne paštete, potem polnomastni siri, posod tukaj se skrivajo maščobe, ki so predvsem skrite in sploh za njih ne vemo.